Hej, tukaj je Sabina in danes ti bom predstavila nekaj trikov, kako ohranjati sadje in zelenjavo čim dlje svežo. Prvi primer je krompir. In sicer tudi krompir kot ostala živila jaz najraje nakupujem v svoje vrečke. In krompir je najbolj shranjevati nekje v temi. Če imaš klet, odlično, ampak če nimaš te možnosti, daš pač na najbolj temen del v svojem stanovanju. Lahko damo vrečko kar direktno v neko posodo oziroma v predal brez posode, lahko pa to pretresemo. Se pravi, vrečko lahko naslednjič uporabimo, ko gremo ponovno v trgovino. Drugi način shranjevanja je shranjevanje živil v hladilniku. Recimo šparglje bi lahko dala enostavno samo na polico v hladilnik, ampak jaz jih zavijem v čebeljo povoskano folijo. Zato, ker na ta način ohranim šparglje čim dlje sveže. Lahko bi jo dala tudi v vrečko, ki je propustna, se pravi, da zrak lahko kroži, kakor pa ne dajati sadja in zelenjave v plastično vrečko, ker s tem boste pospešili plesen. Paradižnika ne shranjujem v hladilniku, ampak v najbolj senčnem delu svoje kuhinje. Jabolka dajte čim dlje stran od vse ostale zelenjave in sadja, ker pospešuje zorenje oziroma gnitje. Torej, paradižnik imamo na pultu, ga damo drugam. Jabolka je sicer najbolj shranjevati v kakšnih temnejših prostorih oziroma tudi hladnih prostorih. Klet je seveda spet najboljša opcija. Če te možnosti nimamo, lahko damo v hladilnik, oziroma če nimamo veliko jabolk, lahko pustimo tudi na pultu. Ampak še dlje bojo pa zdržala v hladnih prostorih. Sadje in zelenjavo lahko ohranjaš čim dlje svežo tudi v posodicah. Lahko je to steklena ali plastična, karkoli imaš pač pri roki, zapreš in daš v hladilnik. Tudi korenje shranjujem v hladilniku in sicer ga pustim kar v vrečki, v kateri sem ga kupila, in ga dam na polico v hladilnik. Tako bo ostal čim dlje svež. Fižol po prihodu domov pretresem v kozarec in ga dam v kuhinjsko omaro. Na ta način točno vem, koliko ga imam doma v kuhinjski omari in zavržemo čim manj hrane. Pri shranjevanju solate je preprosto. Lahko jo daš v neko zaprto posodo, jaz jo pa zmočim v časopisnem papirju, zavijem in jo dam v hladilnik. Tako bo ohranila svežino še dlje časa kot sicer. Pri nakupovanju živil gledam na to, da kupujem sezonsko in lokalno. S tem podprem slovenske pridelke in slovenske pridelovalce. Zdaj ti pa povem še en manjši trik. In sicer, če korenju odrežemo vrhnji del, ga posadimo na balkonu ali gredi, bo zrastel nov korenček. Zate pa imam še nagradno vprašanje. In sicer mogoče veš, zakaj paradižnika ne shranjujemo v hladilniku? Svoj odgovor mi zapiši spodaj pod komentar in nekoga čaka nagrada. To je to. Upam, da ti je kakšen nasvet prišel prav. Se gledamo naslednjič in uživaj. Čim več bodi zunaj. Čau!